Pozdravljeni. So pri Red Bullu že testirali komponente, ki bodo stopili v veljavo na veliki nagradi Belgije? O tem in še marsikaterem drugem vprašanju se bomo pogovarjali v naslednjih minutah. Današnji prispevek se bo dotaknil tematike, katero smo že omenjali na tem kanalu, namreč upogibanje. Lesene distančne plošče tam na dnu je aktualna tema, še posebej pred veliko nagrado Belgije, ko stopijo v veljavo nova pravila. A o tem, po kakšnem principu deluje ta zanka v samih pravilih in kakšne so spremembe, smo že govorili v preteklosti. Danes se bomo osredotočili na izjemno zanimivo vprašanje. Namreč so pri Red Bullu že delali na rešitvi in ali so novitete testirali predvsem na bolidu Sergija Pereza. Seveda, ukolikor bomo dobili pritrdilne odgovore, bomo lahko na koncu tudi malce špekulirali o tem, koliko bi lahko bil Red Bull počasnejši. Najprej je treba razložiti dve temeljni stvari. Prvič, so pri Red Bullu do sedaj kaj storili proti pravilu. Pravilnik je jasen. Namreč tista lesena plošča tam na dnu se ne sme upogibati. A v pravilniku je lepo razloženo tudi, kako se meri togost tega elementa. Kolikor bolid prestane ta test, je skladen s tistim, kar veleva pravilnik. Zato je tudi prišlo do popravka, kar se tiče določenih členov. In drugič, marsikdo bo dejal, da ni pošteno, da ima Perez drugačne, recimo temu preizkusne rešitve v primerjavi s Verstappenom. A je čisto v duhu Formule 1, kjer je prvi voznik tisti, ki mora nabirati točke, drugi voznik mu je pa v pomoč. In s tem, ko bi morda Perez testiral nove rešitve, je nekako pomagal svojemu moštvenemu kolegu tako na dirki, kjer bodo stopile v veljavo nove specifikacije, ko sta oba pripravljena. A vrnimo se malce na veliko nagrado Kanade. Tam so pri FIA izdali novo tehnično direktivo, mnogokrat smo jo omenjali, 039/22. In v tej direktivi je bilo nekako razloženo, kaj se od ekip pričakuje. Gre za tehnično direktivo, ki razlaga in dopolnjuje pravila. Mi, navdušenci, nimamo dostopa do tistega originalnega teksta, zato pravzaprav ne vemo, kaj je tam notri pisano. A zanimivo je, da od velike nagrade Kanade do velike nagrade Belgije so ekipe imele nekako priložnost, da svoje bolide pripravijo na to, da bodo skladne z novimi pravili. Ta pravila so bila že objavljena in sedaj ni več dvoma, kaj pomeni togost spodnje distančne plošče. A seveda, prišlo je na vrsto vprašanje, kako bomo sploh mi navdušenci razumeli, ali so na bolidu Sergija Pereza sploh testirali nekaj novega. Namreč nismo člani ekipe Red Bull, ne vemo, kakšne rešitve je imel montirane in brez zamere, vsaj zase lahko trdim, da tudi če bi videl dno bolida Sergija Pereza, bi z veliko težave lahko povedal, kaj pomenijo določene razlike oziroma določene spremembe. Kljub vsemu bi lahko sklepali na podlagi rezultatov kvalifikacij. Namreč na sami dirki je prisotnih preveč različic, preveč zunanjih vplivov, da bi lahko zagotovo kaj trdili, ampak na kvalifikacijah
Ja, na kvalifikacijah se meri en sam krog, torej je vpliv kakršnega koli zunanjega dejavnika bistveno manjši. In sedaj si bomo pogledali, kakšen je bil Perez v primerjavi z Verstappenom pred veliko nagrado Kanade, kakšni so bili njegovi rezultati po veliki nagradi Kanade. In ukolikor bomo ugotovili neko bistveno razliko, bo to že kazalo v različne nastavitve oziroma različne komponente na obeh bolidih. In če pogledamo, kaj se je zgodilo na prvi veliki nagradi letos, veliki nagradi Bahreina. Perez četrti, Verstappen drugi, razlika med njima zaokroženo 2 desetinki, kar je seveda sprejemljivo. V naslednji dirki je bil Perez tisti, ki je dosegel najboljše štartno izhodišče, Max je bil četrti, zopet razlika tam okrog 2 desetinki. V Avstraliji Perez tretji, Verstappen drugi, zopet sta bila skupaj prva večja razlika na veliki nagradi Emilia Romagna, kjer je bil Perez sedmi in Max Verstappen prvi. A tu se moramo spomniti, da so bile tiste kvalifikacije izjemno kaotične, z velikim številom rdečih zastav in seveda ta rezultat je lahko tudi posledica zunanjih dejavnikov. A na veliki nagradi Miamija četrti Perez, tretji Verstappen, v Španiji peti Perez in drugi Verstappen in tu je bila razlika 35 stotink, medtem ko v Monaku je bil seveda Perez tretji, Verstappen četrti, v Azerbajdžanu Perez drugi, Verstappen tretji. In sedaj ste videli, da v tem prvem delu sezone je bil celo Perez trikrat hitrejši od Maxa Verstappena in razlika med njima je bila zanemarljiva. A sedaj si bomo ogledali, kaj se je dogajalo na veliki nagradi Kanade, velike nagradi Velike Britanije, velike nagradi Avstrije, Francije ter Madžarske. Videli bomo, da je slika bistveno drugačna. Na veliki nagradi Kanade Perez je ostal v Q2. Na veliki nagradi Velike Britanije smo imeli Pereza na četrtem mestu, Maxa Verstappena na drugem mestu. Razlika med njima približno pol sekunde. Na veliki nagradi Avstrije se je zgodilo nekaj, kar je bilo zanimivega. Namreč Sergio Perez je bil po končanih kvalifikacijah pomaknjen na 13. mesto. A kljub vsemu imamo tudi rezultate iz njegovega tretjega dela kvalifikacij, kjer je nastopil. In kljub temu, da je bil tam Max Verstappen prvi, je po času Perez dosegel četrto mesto in zopet razlika med njima pol sekunde. Čeprav so mu potem te čase brisali, vidimo, da se je zadeva nekako ponovila glede na tisto, kar smo videli v Veliki Britaniji. To velika nagrada Francije, kjer sta bila oba voznika skupaj, tretji in drugi, a razlika med njima zopet 2 desetinki. In na koncu velika nagrada Madžarske. Ker smo oba videli bistveno nižje, s tem, da je treba poudariti, da je bil tudi tokrat Sergio Perez izven tistega zadnjega dela. In če primerjamo samo Q2, bomo videli, da je razlika med Sergiom in Maxom 70. Torej, vidimo nek prelom, ki se je pravzaprav začel na veliki nagradi Kanade. In tako kot smo v prvem delu izključili veliko nagrado Emilia Romagna, bi lahko tu izločili veliko nagrado Francije, kajti ne vemo, kakšne komponente je imel pravzaprav tam Sergio Perez in če te domneve pravzaprav držijo. Nekako bi lahko dojeli, da po veliki nagradi Kanade oziroma od velike nagrade Kanade naprej je bila razlika med obema voznikoma ekipe Red Bull pol sekunde ali več. In verjetno je, da so pri Red Bullu začeli s testiranjem bolj toge distančne plošče,
pa pravzaprav je zahtevala drugačne nastavitve. Videli smo v prvem delu sezone, da Perez ni bil bistveno počasnejši od Verstappena, kar naenkrat se je ravnotežje porušilo. A sedaj se lahko začnemo spraševati, kaj lahko pričakujemo v tem zadnjem delu sezone. Namreč, če naše domneve držijo, bomo lahko videli po poletnem premoru, da bo Red Bull v bistvu počasnejši tistega, kar smo videli pred poletjem. Bomo morda videli skakljanje in odbivanje? Dvomim. Kajti prav zato so pri Red Bullu žrtvovali Pereza na veliki nagradi Kanade, Velike Britanije, Avstrije, morda Francije in Madžarske. A to, da bo njihov bolid počasnejši za pol sekunde, kaj pravzaprav pomeni? Sicer 5 desetink je samo ocena, kajti na različnih progah se lahko ta sprememba kaže v različnem odstotku časa na krog. Namreč proga v Spa-Francorchampu je daljša od tistega, kar je povprečje, zato je bolj verjetno, da bo razlika nekje na 5 desetinkah, kot naprimer, če bi bila dirka v Monaku. A pustimo sedaj to, domnevamo, in zato je ta ocena o polovici sekunde nekje, recimo temu, realna. Če Red Bull izgubi recimo tam okrog 3 ali 4 desetinke na krog, kar se tiče na kvalifikacije, bo lahko blizu tistega, kar nam je pokazal Mercedes dvojni V13 na prejšnjih velikih nagradah. In to na tistih velikih nagradah, ko je še imel težave s skakljanjem in odbivanjem. Se da zgoditi, da bomo videli spremembo v tistem razmerju moči v svetovnem prvenstvu Formule 1? Če domneve držijo, si upam trditi, da. Težko je sedaj umestiti Ferrari, kajti oba njihova voznika imata precej nihajoče rezultate. In tu je sedaj vprašanje. Namreč, če so pri Red Bullu nekako mislili vnaprej in so začeli že takoj z rešitvami prav na veliki nagradi Kanade, kaj podobnega, mislili tudi pri skuderiji Ferrari. Na samih kvalifikacijah in na dirkah priznam, da tega nisem opazil. Mogoče na kakšnem prostem treningu. Ampak tu je treba poudariti nekaj, da rešitve, kar se tiče samega dna, so morali pripraviti pred poletnim premorom. Namreč med poletnim premorom je tisto obdobje, ko morajo biti ekipe praktično zaprte. In seveda marsikdo si bo sedaj mislil, saj lahko to naredijo malce po strani, malce počez. Ni res. Pri spremembah bolidov Formule 1 morajo ekipe poleg seveda delov pripraviti tudi dokumentacijo, ki jo oddajo FIA. In v dokumentaciji mora biti jasno razvidno, kdaj so naprimer popravili načrte, kdaj so izvedli naprimer testiranje v vetrovniku in podobno. Zato med poletnim premorom, ko so ekipe praktično na počitnicah, tega ni mogoče narediti. Ne bi bil presenečen, če bi videli takšno drastično spremembo prav na prihajajoči veliki nagradi Belgije. In menim, da bodo samo redki poznavalci res presenečeni, če bi kar naenkrat videli, da je Mercedes tam spredaj. A da ne bo pomot, ukolikor bo prišlo do take spremembe, to ne bo zasluga tovarniške ekipe Mercedes, ki je toliko izboljšala svoj bolid. Ampak bo zasluga tega, da bodo drugi, predvsem Red Bull ter verjetno Ferrari, počasnejši. A tu je treba poudariti še nekaj. Pri tovarniški ekipi Mercedes že od samega začetka niso hoteli ukrivljati pravil, kar se tiče lesenega distančnika. A to ne pomeni, da pri tej ekipi ne iščejo nekih bližnjic. Spomnimo se samo sistema DAS. Po mojem mnenju tokrat se niso domislili kaj takega. A
kaj se bo zgodilo, bomo pravzaprav videli skupaj že čez en teden. Do takrat pa hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.